Ministra za kmetijstvo Franca Bogoviča, ki je prišel na javno obravnavo skupaj s strokovnimi sodelavci, sicer niso pričakali z napovedanim protestnim shodom. Saj ga je preprečil dež, so pa v dobrih 2 urah v nabito polni dvorani nanizali veliko pripomb na osnutek uredbe. Najbolj sporno se mi zdi dejstvo, da se je ta specifičnost Bele krajine in ostalih kraških pokrajin zato izredno veliko vodno-ekološko občutljivostjo oziroma skromnimi samočastilnimi sposobnostmi glede voda ni upoštevala. Nesprejemljiv je tudi drastičen dvig mejnih vrednosti težkih kovin in drugih strupenih snovi. Menijo Belokranjci, prepričani, da je uredba pisana na kožo takim bioplinarnam, kot jo imajo na Lokvah. Po dosedanjih izkušnjah ta bioplinarna nikoli ne bo imela več težav in vse, kar bo proizvedeno, vse bo šlo lahko po njivah. To pa je zaskrbljujoče. Mejne vrednosti so strokovno postavljene na podlagi študij, tako da če se ravna z bioplinsko gnojevko, z digestatom, kot rečemo, in s kompostom po pravilih, ki so v uredbi napisane, ni nevarnosti onesnaževanja okolja. Zaradi slabih dosedanjih izkušenj z bioplinarno pa Belokranjci ne zaupajo več. Ker jim ni vseeno, kaj bo z njihovo zemljo, vodo in zrakom, pa tudi s črnim močerilom, so napovedali tudi možnost pritožbe na ustavnem sodišču. Bojim se, da imamo problem, da smo iz enega primera želeli napisati uredbo, ki bi veljala za celotno področje. Zato mislim, da je potrebno take stvari razmejiti. Minister je sicer obljubil, da bo stroka proučila pripombe Belokranjcev. Samo tega, kako bojo upoštevali naše pripombe, je odvisno naše ravnanje naprej. V skrajnem primeru, če bodo na tej uredbi vztrajali, bomo z sredstvi civilne neposlušnosti storili vse, da se bioplinarna čim prej zapre.